Dobrodošli na našem webinarju. Danes je osrednja tematika hipertenzija, predvsem se bomo osredotočili torej na visok krvni tlak. Podatki kažejo namreč, da vsak četrti Slovenec, torej ne gre to samo za nek svetovni trend, ampak da vsak četrti Slovenec po 25. letu že trpi za povišanim krvnim tlakom. Seveda to za sabo potegne tudi določena tveganja, ampak lahko pa marsikaj naredimo, tako da ne bomo samo opozarjali na to, kaj se nam lahko groznega naredi, dajmo biti rajš preventivno usmerjeni in razmišljati, da do kakih hudih scenarijev ne bo prišlo. Da ne bom preveč razkrila, danes nam bo o krvnem tlaku govorila naša strokovna sodelavka. Z nami je namreč Monika Lepener in ona bo več povedala o tem, kaj pravzaprav lahko naredimo, tudi same osnove, kaj je povišan krvni tlak, kakšna tveganja prinaša in pa seveda kako lahko tudi mi preventivno delujemo, da zaščitimo v bistvu nastanek kakih hujših kroničnih bolezni. Hvala lepa, Maja, hvala za uvodne besede. Spoštovane, spoštovani, veliko čast mi je, da sem ponovno v vaši družbi. Kar nekaj časa je preteklo, odkar smo se nazadnje videli, pa upam, da ste preživeli kar se da lepo poletje, predvsem pa, da ste zdravi, spočiti in pripravljeni na nove izzive. Danes sem za vas pripravila webinar, kot je že Maja povedala, o tegobi, ki je bila v preteklosti rezervirana le za starejše. Danes pa njeno moč občutijo vse mlajši. Govorim o povišanem krvnem tlaku. Ta je tako zelo pomemben dejavnik tveganja, da ima celo svoj praznik. Namreč 17. maja je svetovni dan hipertenzije in je to dan, ko se še posebej ozavešča o tem, kaj vse lahko ta tihi ubijalec prinese s sabo. Zelo pomemben dejavnik tveganja je namreč za nastanek mnogih bolezni različnih organskih sistemov. Pa ne samo to. Zapleti, ki jih povzroča hipertenzija, so pri nas in v večini razvitih držav glavni vzrok umiranja prebivalstva. Zvišan pritisk v začetni fazi občutimo le občasno in z blagimi spremembami v počutju, kot so glavobol, vrtoglavica, slabost, lahko tudi siljenje na bruhanje. Nekaterim se kaže kot pordela lička, spet drugim kot slabo spanje in posledično utrujenost, pa zvonjenje v ušesih, krvavitve iz nosu, lahko se kaže kot močno bitje srca, tudi neenakomerno bitje, tiščanje v prsnem košu, lahko pa se pojavi krvav urin ali pa pogosto nočno uriniranje, kljub temu, da nekaj ur pred spanjem nismo uživali nobene tekočine. Lahko se pojavi en simptom ali več hkrati, so pa tako neznačilni, zato se zaradi njih redko odpravimo k zdravniku. In potem se kar naenkrat zgodi, da je prvo in edino opozorilo, ki razkrije tega tihega ubijalca, možganska kap ali pa srčni infarkt. Žal zelo prepogosto in mnogokrat prepozno. Pa za začetek poglejmo, kaj sploh krvni tlak je. Krvni tlak je sila, s katero kri deluje na stene krvnih žil. Ustvarja ta tlak pa srce s črpanjem. Izmerimo lahko sistolični ali pogovorno zgornji krvni tlak. Tega merimo ob krčenju srčne mišice, ko svežo kri potisne v aorto in naprej v žilje. In diastolični ali spodnji krvni tlak, ta nastane ob počitku srčne mišice oziroma tik preden se srčna mišica znova stisne. Izrazimo pa ga tako zgornjega kot spodnjega v milimetrih živega srebra. Pri živem človeku se lahko meritve iz minute v minuto spreminjajo zaradi vsakdanjih okoliščin.
Sistolična vrednost, torej zgornji krvni tlak, lahko zaniha tudi do 70 mm živega srebra, diastolična oziroma spodnja vrednost pa do 20 mm. Vzrok za nihanje je lahko bolečina, psihične obremenitve, telesni napor, tudi govorjenje, pa prehranjevanje, kajenje in zaužitje kofeina ali njegovih derivatov. V takšnih okoliščinah je sprememba normalen fiziološki pojav. Zvišan pritisk se po prenehanju delovanja teh dejavnikov vrne v neko normalno območje in tako nima škodljivih posledic za organizem. Kadar pa govorimo o dalj časa trajajočih povišanih vrednostih, lahko iščemo vzroke tudi drugje. Delno je hipertenzija odvisna od dejavnikov, na katere nimamo vpliva. Sem spada na primer dednost, kadar je v družini prisoten visok krvni tlak, torej pri družinskih članih. Sem spada tudi starost, po 40. letu se tlak začne fiziološko višati in spol. Moški so namreč bolj ogroženi od žensk. Pogosteje pa se pojavlja pri osebah, ki poleg prej naštetih dejavnikov izpolnjujejo še katerega izmed teh na desni strani. Torej so v kroničnem stresu, uživajo preveč soli in predelane hrane, kadijo, se premalo fizično udejstvujejo, torej so premalo aktivni in imajo indeks telesne mase nad 25. Kako pa sploh lahko ugotovimo, da nas ima v krempljih ta tihi ubijalec? Običajno se z diagnozo soočimo po naključju. Prepogosto pa šele tedaj, ko pride do resnejših zapletov. Zato je spremljanje krvnega tlaka z rednimi meritvami še kako pomembno. Lahko nam ga ob vsakem obisku izmeri zdravnik, še bolje pa je, če za to poskrbimo sami. Nekaj kratkih navodil. Tlak merimo vedno na isti roki, če se le da v istem delu dneva in z istim merilnikom. Priporoča se, da meritev izvedemo nekje pol ure potem, ko smo vstali, ter preden smo pojedli zajtrk, popili kavo ali si privoščili cigaret. Med meritvijo je bolje, da se ne pogovarjamo, saj govorjenje ali aktivno poslušanje lahko doda 10 mm živega srebra, torej izmerimo višji krvni tlak, če govorimo. Dodatnih 10 enot nam lahko doda premajhna manšeta, oblačila pod manšeto, torej če ne merimo na golo kožo, pa celo do 50 mm živega srebra. Če podpremo roko, na kateri merimo, hrbet in noge, torej da udobno sedimo, lahko zmanjšamo izmerjene vrednosti za približno 17 mm, in če ne sedimo s prekrižanimi nogami in pred merjenjem krvnega tlaka izpraznimo mehur, tudi to pripomore, da izmerimo nižji krvni tlak za približno 18 mm živega srebra na tej merilni lestvici. Torej, krvni tlak je poleg zvišanega holesterola zagotovo najnevarnejši pospeševalec procesa ateroskleroze, torej staranja krvnih žil. Na tej sliki, ki je sicer v angleščini, imamo kar nekaj težav, ki jih povzroča, oziroma zapletov, ki jih povzroča dolgoročno povišan krvni tlak. Torej, ateroskleroza je to, da se žile ožijo in tudi zamašijo. Če so žile dalj časa izpostavljene visokemu krvnemu tlaku, se njihove stene postopoma začnejo spreminjati. Zato, da bi lahko vzdržale napore, se srednja mišična plast zadebeli, notranja žilna plast pa zatrdi. Seveda, takšna žila postane dosti bolj toga, hitreje poči, torej pride do krvavitve, ali pa v njej nastane krvni strdek, ki žilo zamaši.
Če se to dogaja v glavi, govorimo o možganskih poškodbah, v srcu lahko pride do srčnega zastoja oziroma poškodbe srčne mišice ali v koronarnih žilah. Če pa pride do tega stanja v mišičnini, lahko pride do gangrene, torej do odmiranja vitalnega tkiva. Dolgotrajno previsok tlak je tudi eden od vzrokov za razvoj demence, saj vodi v nastanek sprememb bele možganovine. Vpliva pa tudi na sposobnost pomnjenja in razumevanja in povzroča možganske krvavitve. Če se premikamo po glavi naprej, pridemo do oči. Spremembe na žilah oči lahko privedejo do zamegljenega vida ali celo do slepote. Visok krvni tlak, poleg bolezenskih sprememb v srčnih žilah, škoduje tudi srčni mišici. Seveda se srce prilagodi na dodatni napor, ki ga predstavlja črpanje krvi v prostor, torej v žilje z višjim krvnim tlakom. Da to delo srce dodatno zmore, se morajo njegove stene zadebeliti. Ko pa to traja dalj časa, srce obnemore, te stene se raztegnejo, stanjšajo in govorimo o srčnem popuščanju. Srce enostavno ne zmore več prečrpati zadostne količine krvi. Tako se posledično začne tekočina izstopati iz krvnih žil, najprej se nabira v pljučih, kar je vzrok za oteženo dihanje bolnikov, kadar pa se potem tekočina nabira v drugih delih telesa, se kaže kot otekline okončin in povečan obseg trebuha. Potem so tukaj še ledvice. Nekako največkrat slišimo to povezavo, povišan krvni tlak lahko okvari ledvice in z uničenjem ali pa poškodovanjem žil v ledvicah se zmanjša ali izniči njihova funkcija in tako ledvice ne opravljajo več svoje funkcije, torej cedila. In nenazadnje, spremenjene vrednosti krvnega tlaka lahko zelo vplivajo na libido in vaginalno vlažnost pri ženskah ter erektilno funkcijo pri moških. Zato je iz vseh teh in še mnogih razlogov zelo pomembno, da skrbimo za optimalen krvni tlak. Kako lahko to storimo? V prvi vrsti se izogibamo razvadam, kot so kava, kajenje in uživanje alkohola, saj vse našteto dviguje krvni tlak. Pomembno je, da uživamo raznovrstno lokalno pridelano hrano in se gibamo na svežem zraku. Da bomo lažje dosegali indeks telesne mase med 19 in 25, lahko v naš trud vključimo tudi Shake One in pa Burn One, ki nam bodo pomagali pri vzdrževanju kondicije. Zelo pomembno je tudi, da nadzorujemo svoj stres. Danes se je stresu nemogoče izogniti. O tem smo že govorili na drugem webinarju. Na kratko vas pa samo spomnim, da poleg sprostitvenih tehnik lahko s pridom uporabljamo tudi rodiolin in stres management, ki bosta pripomogla k našemu boljšemu počutju in posledično k padcu krvnega tlaka. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, da si privoščimo dovolj počitka. Žal pa včasih vse to, ves ta naš trud potrebuje še dodatno podporo, ki jo bomo našli v prehranskih dopolnilih. Z njihovo pomočjo lahko poskrbimo za preventivo, za ohranjanje optimalnega krvnega tlaka, pa tudi za znižanje, kadar je že prišlo do povišanih vrednosti. Za omega-3 maščobne kisline že malo da ne ptički čivkajo, da zelo blagodejno delujejo na delovanje srca in ožilja. Raziskave kažejo, da ob rednem uživanju primernih odmerkov se krvni tlak lahko zniža. Poleg tega znižujejo vsebnosti trigliceridov v krvi, pa upočasnjujejo nastanek plakov v arterijah, torej posledično se arterije manj mašijo, zmanjšujejo pa tudi pojavnost kapi. Poleg tega
Omega-3 maščobne kisline tudi umirjajo vnetne procese v telesu in ohranjajo žile mladostne, torej bolj prožne, takšne, ki lažje kljubujejo spremembam v višini krvnega tlaka. Omega-3 koncentrat je v bistvu eno tistih prehranskih dopolnil, ki je priporočena prav vsakemu. V bistvu se že priporoča nosečnicam in potem čez celotno otroško obdobje do odraslih in starostnikov. Prilagoditi je potrebno le priporočen dnevni vnos. Kadar govorimo o povišanem krvnem tlaku, o hipertenziji, je neka tista osnovna 2x po 2 perli dnevno, zjutraj in zvečer. Če je potrebno, pa lahko dozo tudi prilagodimo. Naslednji je Garlic Max. Česen je v ljudski medicini že stoletja spoznan in se uporablja za uravnavanje krvnega tlaka. Večina ljudi česen sicer pozna kot učinkovitega v boju proti hipertenziji, proti povišanemu krvnemu tlaku, le malo ljudi pa ve, da je učinkovit tudi pri nižjih vrednosti, torej da vrednosti dviguje. V izdelku Garlic Max je izvleček česna, dodan pa je še izvleček listov peteršilja. In ta opravlja v bistvu 2 funkciji. Nevtralizira ta značilen česnov vonj in ima tudi blag diuretični učinek in na ta način vpliva na zniževanje krvnega tlaka. Na ta način skupaj česen in peteršilj pomagata ohranjati optimalni krvni tlak. To bomo pa dosegli, če ga bomo uživali 2x po 2 perli, torej 2 zjutraj, 2 zvečer, da so naše potrebe pokrite. In smo že pri koencimu. Tudi koencim je en tak proizvod, za katerega vemo, da je zelo blagodejen. Izjemno dober antioksidant, v megakoencimu Q10 pa sta dodana še vitamin E in A, ki sta prav tako odlična antioksidanta. Za antioksidante je znano, da ščitijo celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali in nas na ta način ohranjajo mlade naše celice in jim omogočajo, da boljše in dlje časa delujejo. Če bomo uživali 2x po 1 kapsulo megakoencima Q10, lahko s tem učinkovito znižamo krvni tlak. Koencim Q10 je tudi zelo priporočljiv, kadar je že prišlo do srčne kapi, za preprečitev njene ponovitve, pa tudi za olajšanje okrevanja. Doza je takrat malo višja in se priporoča 3x po 1 perlo, po potrebi pa se lahko doda tudi podjezični koencim zaradi hitrejše in boljše absorpcije. Še ena stvar, koencim je sicer topen v maščobi, zato je zelo priporočljivo, da se ga uživa ob hrani, ki vsebuje vsaj nekaj maščobe. Kot sem že rekla, priporočen vnos sta 2 kapsuli dnevno. In še kalcij magnezij plus. Tudi tukaj so raziskave pokazale, da pomanjkanje kalcija in magnezija v telesu predstavlja veliko tveganje za zvišanje krvnega tlaka, hkrati pa, ker telo želi regulirati in samo zniževati krvni tlak, pobira kalcij iz kosti in posledično prihaja do osteoporoze. Torej, kalcij igra izjemno pomembno vlogo pri vzdrževanju telesne teže, vpliva pa tudi na nabiranje telesne maščobe in ohranja trdnost kosti in zob. Magnezij na drugi strani sprošča stene krvnih žil in tako neposredno in zelo učinkovito vpliva na krvni tlak. Dodana vitamin D in K pa pomagata sicer k boljši absorpciji kalcija. Priporočen vnos na splošno je 1 tableta enkrat na dan, po potrebi pa lahko tudi to prilagodimo. Potem so tukaj še vitamin C pa vitamin B, ki izjemno dobro
sodelujejo pri vsem, ampak da ne bomo predolgi, bomo danes tukaj zaključili. In tako smo prišli do konca. Ob upoštevanju današnjih nasvetov in rednem uživanju izbranih prehranskih dopolnil bomo uspeli ohranjati dobro počutje in se izogniti tveganju za vse zaplete, ki jih povzroča hipertenzija. Če se vam je vmes utrnilo kakšno vprašanje, ga lahko zastavite po končanem webinarju. Če se boste srečevali s kakšnimi izzivi kasneje, pa se lahko oglasite na katero od teh možnosti. Ali napišete e-pošto na svetovanje@kalivika.si ali pa preko telefonskih zvez se oglasite ob razpisanih terminih. Za danes pa se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim, da ostanete zdravi.